S toplejšimi dnevi prihaja tudi obdobje klopov. Te na videz nedolžne živalce pa ne gre jemati zlahka, saj prenašajo nevarni virus, klopni meningocefalitis. Virus napade celice osrednjega živčevja. Še posebej morajo biti previdni tisti, ki se veliko sprehajajo po travnikih in gozdovih. Vbodov klopov je veliko in samo en majhen del klopov je okuženih z virusom klopnega meningoencefalitisa, tako da po večini vbodov se ne zgodi nič. Če se pa okužimo in zbolimo, je pa potek največkrat takle. Vbod klopa, potem pa kakšnih 10 do 14 dni nič, potem pa glavobol, vročina, slabo počutje, utrujenost, včasih tudi bolečine pri požiranju. To traja nekaj dni, do kakšnega tedna, potem se stvar izboljša, po nekaj dneh, lahko tudi malo več, pa pride do izbruha, ponovnega izbruha bolezni, ki je pa hujši kot v prvi fazi. Višja vročina, hujši glavobol, zelo pogosto bruhanje, zelo slabo počutje. Torej, vročina, glavobol in bruhanje so znaki za meningitis, pri nekaterih se pa pojavijo še znaki za prizadetost možganovine. V redkih primerih okužba z virusom pusti hude posledice za vse življenje, glavobole, ohromitve, motnje koncentracije, tudi gluhoto. Gluhota je zelo redek zaplet, je pa možen. In to je lahko del tako imenovanega postencefalitisnega sindroma. Namreč večina ljudi preživi in večina ljudi pravzaprav preživi brez kakšnih hudih posledic. Pri eni tretjini ali pa dobri tretjini se pa lahko pojavi tako imenovani postencefalitisni sindrom, ki se kaže z vztrajajočimi glavoboli, slabim počutjem, utrujenostjo, zbrati se ne morejo, imajo motnje ravnotežja, lahko se tresajo in včasih je tudi gluhota. Samo ta gluhota se pojavi, če se že pojavi, kar je pa zelo redko, se pojavi zgodaj, pa potem vztraja. Število obolelih s klopnim meningitisom se z leti spreminja. Enkrat je okužb več, drugič spet manj. Sicer pa je največ primerov okužb z gorenjske, koroške in osrednje slovenske regije, najmanj pa s primorske. V letu 2014 je bilo prijavljenih 102 obolela s klopnim meningoencefalitisom, medtem ko je bilo prejšnje leto pa kar 309 obolelih s klopnim meningoencefalitisom. Nekje v povprečju zadnjih 10 let je nekje 250 obolelih letno. To je odvisno od tega, kakšna je sezona. Na kliniki hospitaliziramo približno polovico, v kakšnih letih tudi več kot polovico vseh tistih, ki v Sloveniji zbolijo s klopnim meningoencefalitisom. Kar pomeni, da imamo običajno tako 100 do 150 bolnikov s klopnim meningoencefalitisom vsako leto, večinoma so odrasli, v lanskem letu jih je bilo pa bistveno manj. Zdravstvena stroka svetuje preventivno cepljenje, ki naj bi bilo precej uspešno pred razvojem bolezni po okužbi s klopnim meningitisom. V Sloveniji smo po številu cepitev med najnižjimi v Evropi. Cepivo nima stranskih učinkov in je, razen vboda, povsem neboleče. Nič ni absolutnega, to vemo, torej tudi cepiva niso absolutne, ampak lahko z veliko gotovostjo govorimo, da je ta zaščita nekje več kot 90%, kadar se cepimo, predvsem popolnoma z 3 odmerki. Tudi otroci se lahko cepijo, cepiva priporočajo otrokom, ki so stari 1 leto ali več, je pa razlika v odmerku. Za otroke je manjši odmerek kot za odrasle. Sheme so pa enake za odrasle in za otroke. Nikakor ni odveč opozorilo, da niso zgolj klopi tisti, ki nas lahko okužijo z virusom meningocefalitisa. V Sloveniji beležimo primer iz leta 2012, ko je prišlo do okužbe s tem virusom kot posledica zaužitja surovega kozjega mleka.
Nekaj primerov, temu običajno rečemo izbruhi, pa se pojavijo tudi tako, da se da se ljudje lahko okužijo s tem, ko uživajo toplotno neobdelano, torej nepasterizirano mleko okuženih domačih živali. Najpogosteje so to koze, torej kozje mleko, lahko ovčje mleko, ali pa tudi kravje in seveda tudi mlečni izdelki pripravljeni iz takega toplotno neobdelanega, nepasteriziranega mleka. In en od takih izbruhov je bil pred 2 leti na koroški kmetiji tudi v Sloveniji, ki smo ga uspešno dokazali. Klopi pa se ne zadržujejo zgolj v gozdovih in na travnikih. Nanje naletimo tudi na otroških igriščih, na domači zelenici, skratka povsod, kjer je zelenje. V visoko travo ali v gozd se zato primerno oblecite, oblačila z dolgimi rokavi in v hlačah, po sprehodu pa se preglejte po goli koži, da ni kak klop zašel tudi pod obleko. In pozor! Klopa nikar ne odstranjujte s praskanjem ali s prsti, saj lahko v koži ostane klopova glavica, s katero pravzaprav klop prenese virus v naše telo. Najlažje ga odstranimo s pinceto. Nikakor pa ga ne mažite s kakšnimi olji ali mazili. Po odstranitvi opazujte, če se bo na koži pojavil izpuščaj, ki je lahko znak bolezni.